To so trenutki, ko se piše zgodovina. Evropa in NK Maribor, naveza, ki postaja neločljiva. Ko se je lani zgodilo prvič, da so si vijoličasti bojevniki priigrali 12 tekem na mednarodnem prizorišču, bi mnogi sprejeli takšen razplet vsakih nekaj sezon. Ponovitev velikega dosežka že drugo leto zapored pa sodi med svoje vrstne podvige. To pa še ni vse. Z izločitvijo Dudelanža so zdaj zagotovljene evropske tekme do decembra. NK Maribor je že najmanj udeleženec skupinskega dela tekmovanja v Ligi Evropa, še vedno pa ostaja član privilegirane druščine. 10 izbrancev, ki bodo ob koncu avgusta odločali o 5 potnikih v sanjsko deželo Ligo prvakov. Vijoličasta četa je med sredinim popodnevom v Luksemburgu prišla do zadnjega koraka, do vstopa pred vrata nogometnega raja. In po zadnjem sodniškem žvižgu proslavila uspeh skupino 100 najzvestejših navijačev, ki so z avtobusom, kombiji in osebnimi avti dopotovali na prizorišče še enega mejnika. Nato pa je slavje dobilo novo dimenzijo ob vrnitvi domov. Za popestritev poti smo zbrali vtise na letalu. Vlogo novinarja je tokrat prevzel Agim Ibrahimi in se dobro znašel. Med sedeži je z mikrofonom v rokah švigal kot mimo branilcev na igrišču. Dragi navijači Maribora, v imenu celotne ekipe se zahvaljujem za podporo, ki nam jo date vsako tekmo. Res ste izjemni, fantastični, hvala vam. In zdaj gremo narediti intervju sa svim šampionima. Prvo tu imam Marko Stavareša, kapitena. Tava, you want in English or in Slovenian? Slovensko. Kakšne so občutke po tekmi? Ful dobro, ful dobro! 5 leta si že v Mariboru. Vemo, da je bilo težko priti v Liga Evropa, ampak zdaj igraš blizu mene, vem, da je lakše. In kaj praviš, 2 leta zapored igramo v Liga Evropa? To je to, blizu tebe, ne, 1-2 skozi, gremo naprej. To je nogomet, ne, pa 2-krat igramo Liga Evropa, je že ful dobro. Ampak ni še konec, gremo v Ligo prvakov. Gremo naprej. Naše cilj je gol, ne? Pa jaz danes lahko govorim za Mertel. Mertel je dal čudovito gol z leva noga. Zato gremo naprej, ne? Mertel je dal leva noga, gremo naprej, to je to. Atmosfera, to je ekipa, ki si želi večjih uspehov kot je Liga Evropa. Jaz verjamem, da z nekaj sreče in z našim znanjem, z našim ekipnim duhom, da lahko pridemo v Ligo prvakov in s takšnim vzdušjem nam to lahko uspe. Hvala za intervju, Mertel. Ja, hvala Agim, ki vidiš vse levo, desno, iza sebe. Agim, če ne da gol, pa poda za gol, tako to rešujemo na tekmi. Bomo vse spili 1-2 pivi, ampak jutri je že trening, tako da jutri bomo že pripravljeni na nove napore, v bistvu na regeneracijo in gremo naprej na Olimpijo. O tem, kaj vse se je dogajalo na igrišču v Dudelanžu zaradi pravil, ki veljajo v tej fazi evropskega tekmovanja, lahko poročamo le v skrajšani verziji. Dobili smo dovoljenje za predvajanje 90-sekundnega materiala s tekme za potrebe klubske spletne strani. Material v znamenju gostujočega moštva, saj so bili domači nogometaši v dvoboju z izbranci Darka Milaniča nemočni, brez pravih rešitev. To je fantastična stvar in tega se ne smemo spomniti samo v lepih trenutkih. To nam mora biti neko vodilo za naprej, ne samo fraza, ampak enostavno ponosni moramo biti na to, kar delamo. NK Maribor je res enkraten v tem momentu in skušali bomo, da na takem nivoju tudi ostanemo. Med najzanimivejšimi trenutki dvoboja velja tako telegrafsko izpostaviti. 16. minuta, prosti strel z 20 metrov za Dudelanž, izvajalec Melis in vratnica ob edini resnejši situaciji pred mariborskim golom v 90 minutah.
32. minuta, domači vratar na preizkušnji po daljši mariborski akciji zadnjo podajo Tavaresa do Mezge, ki si je priboril položaj za udarec z 18 metrov, žoga pa mimo vratnice. 37. minuta, pogled v portugalskega sodnika ni prinesel želenega razpleta. Tavares je po spretnem preigravanju podal do Mezge, ki je v kazenskem prostoru obšel Melisa, ob posredovanju domačega branilca padel, sodnik pa ni pokazal na belo točko, ampak je izvlekel iz žepa rumeni karton za Mezgo zaradi domnevnega poskusa izsiljevanja kazenskega strela. 40. minuta, prosti strel za Maribor, na razdalji 25 metrov izvajalec Mezga, žoga čez obrambni zid proti desnemu kotu in uspešna obrambna vratarja Žuberja za 0:0 ob odhodu na odmor. 53. minuta, po spretni akciji z desne strani Cvijanović v kazenski prostor za Berića, zaključek pa v vratarja. 72. minuta, Ibrahim je z desne strani natančno podal za Tavaresa, ob njegovem poskusu z glavo v dvoboju 1:1 uspešnejši domači vratar. 74. minuta, Luksemburžane rešuje vratnica, Ibrahim je spretno nameril proti levemu kotu, žoga se je od vratnice odbila nazaj v igrišče. 79. minuta in gol za zmago. Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bo zatresla domača mreža po nizu uspešnih mariborskih akcij. Tavares je kot začetnik napada popeljal žogo do Mezge, sledila je njegova podaja na rob kazenskega prostora do Ibrahimija, ki je opazil, da se odpira pot za udarec Mertlju, ki je učinkovito zaključil akcijo. 86. minuta, pred koncem še nove situacije za povišanje vodstva, najprej Komazec do udarca z leve strani, Žuber brani. V zadnji akciji pa Ibrahimi znova uspešno domejača, ki je vrnil žogo v sredino, kjer je bil Komazec, toda podaja nekoliko za hrbet in Komazec ni uspel dovolj močno zadeti žoge, tako da so jo domači branilci izbili pred golovo črto. Nihče pa več ni mogel odvzeti zmage, napredovanja in preprečiti zasluženega slavja v vijoličastem. Četrta evropska tekma v letošnji sezoni in četrta zmaga, dosežek za zlate knjige slovenskega nogometa. Definitivno, danes se piše zgodovina slovenskega klubskega nogometa, še enkrat več jo piše naš klub, še enkrat več jo piše naši fanti in zato smo zelo zadovoljni. Ker je tržišče zelo malo, zelo težko je držati eno kontinuiteto. Seveda ni pa treba pozabiti, da glede na prejšnjo sezono smo dali korak naprej, ker smo iz tretjega kroga prišli v Ligo Evropa. Seveda, za naprej pa je vse možno. O nadaljnem evropskem popotovanju vijoličaste čete bo tako odločil petkov žreb v Unionu. Možni nasprotniki so Bate Borisov, Anderlecht, Celtic, Basel in Dinamo Zagreb. Tekmovalni koledar je medtem že zapolnjen z novo prvenstveno preizkušnjo. V soboto ob 20:30 bo čas za derbi v Stožicah in v pričakovanju novih evropskih izzivov se tudi za gostovanje pri Olimpiji že polnijo avtobusi v vijolični bajti. Tu z nami je Sergeja P, naša prava navijačica danes. Dobra tekma je bila. Predvsem bi rada čestitala Alešu Mertlju za gol. Pa v soboto se vidimo. Ja, navija za Maribor. Valjda. Bravo, joj.